ki ga je v svojo razstavo nekako želela vključiti Tajda Tomšič, mlada kiparka, v kateri ste najbolj še vedeli že veliko različnih dogodkov, mogoče tudi že obiskali njeno razstavo. Žal je ni, ker se je zgodilo, da je v Baslu, tako da mogoče kakšno stvar težje bomo razumeli, oziroma mogoče bomo njene želje kasneje, ne pride virtualno, pride k nam. Gostili res odlične umetnike in da danes tudi z veseljem gostimo Mirjam Šolar, ki jo lepo pozdravljamo tam zadaj. Dobrodošla. Mirjam je magistrirala iz violine na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani in je seveda kot odlična violinistka nastopila na številnih odrih. Trenutno pa deluje na tem področju, ki je najtežje, je samozaposlena v kulturi, deluje kot instrumentalistka in pedagoginja. Tudi v različnih orkestrih, polnih zasedbah, delno pa tudi še seveda kot profesorica violine na glasbeni šoli Litija Šmartno. Tam je pa Brigita Šuler, direktorica, ravnateljica, no, evo, koncu je vse povezano s Brežicami, to se vedno malo pohecamo. Torej, smo rekli, da ne bomo veliko govorili, da naj govori umetnost, ker bomo govorili o naslednjem delu tega našega festivala, pa vas kar lepo prijazno vabim k nam. Mirjam Šolar. Dober večer, lep pozdrav še v mojem imenu. Nahajamo se v dvorani pod Viteško dvorano. Viteško dvorano skoraj vsaka Slovenec pozna, pa tudi širše, tele spodaj pa malo manj ljudi. Zato sem naslovila svoj nastop Surovi temelji pod sijočim, ker se mi zdi, da ta prostor o tem govori. Spraševala sem se, kaj v glasbi je tisto, kar je bilo pred nami, kaj je globoko v nas, iz česar izhajamo, in mislim, da del tega ponuja ljudska glasba. Ljudske pesmi, dostikrat jih prepevamo, pa redko se zavedamo, o čem točno govorijo, da niso le besede, ampak je za njimi včasih zelo težka izkušnja. Tako da s tem sem se ukvarjala, mislila sem na začetku, da bodo nastale priredbe za violino. Na koncu sem ugotovila, da je besedilo tako zelo pomembno, da ga ni možno izpustiti, zato boste danes slišali violino in glas. Za boljše razumevanje bi pa samo še razložila par simbolov, ker v ljudski glasbi je veliko simbolike, pa nam je mogoče danes že malo tuja. Pa bi začela najprej tukaj, kite. Dve kiti, vedno to pomeni, da sem deklica. Neporočena ženska, nedolžna, ponavadi. In potem razpuščeni lasje sploh niso možnost. In potem, ko je ženska, ko je zrela, ko ima otroke, ko sporoči, pa potem splete eno kito, nikoli več dveh. To je en simbol. In drug simbol, v pesmih je velikokrat govora o naravi, pa o rožah, ker je bilo ljudem težko govoriti po sebi, v svojih čustvih. Tako da vedno, ko opisuje rože in polje, vedno treba razmišljati, kaj je zadaj. Zrelo žito pomeni zrelo žensko in cvetele so mi rožice, lilije kot simbol nedolžnosti pomeni takrat, ko sem bila nedolžna. Tako, to so te simboli. Pa me zanima, če ste pripravljeni tudi sodelovati. Če ste pripravljeni ali ne, seveda. Boste.
Как
Na grob jego bym sama szła, tam budę staniała, sekarstwa syna. Amen.
ще вірно при своїй любісті. Потрібно встати зробує мати, от моє любице залюблене. Потрібно встати зробує мати, от моє любице залюблене. При фарній церкві ці злочини звоні, я сам ще смерти при своїй любиці. Славце любила, любізна стріна, та года заповідати ніблю. Славце любила, любізна стріна, та года заповідати ніблю. Славце любила, любезна стріна, таку да заповідати ніблю. На-на-на-на-на-на, Пока не спрашуєш, коса доганиш, пока не спрашуєш, коса доганиш, пока не спрашуєш, коса доганиш. Заліваш так
Mamca moja, kaj vam je, da tak strto zgledate? Kaj mi je, nič mi ni, srce